Dobrodošli, dragi popotniki in ljubitelji zgodovine. Moje ime je M. Dachstein in z veseljem vas popeljem skozi čudovit kraj Bistrica ob Sotli. To slikovito naselje, ki ga krasita dve reki, Bistrica in Sotla, je pravi zaklad tako za ljubitelje narave kot kulture. Nekoč znano pod imeni Leskovec in Sveti Peter pod Svetimi gorami, danes postreže z bogato dediščino in gostoljubnostjo, ki se je ohranila skozi stoletja. V Bistrici ob Sotli lahko doživite vse, kar si srce poželi. Če ste navdušeni nad raziskovanjem naravnih lepot in kulturnih spomenikov, boste našli obilico možnosti za odkrivanje. Tisti, ki pa iščete gurmanske užitke in zasluženi oddih, se boste prav tako počutili kot doma. Tu, kjer kmečka gostoljubnost še vedno cveti, vas bodo domačini postregli z lokalnimi dobrotami in z veseljem pokazali znamenitosti, ki pričajo o bogati zgodovini kraja. Arheološki ostanki nam povedo, da so ljudje v tej regiji živeli že v starejši železni dobi. Skozi stoletja se je kraj razvijal, predvsem v srednjem veku, ko je bilo tukaj živahno romarsko središče Svete Gore. Danes pa največ znamenitosti izhaja iz 19. stoletja, ki ga bomo podrobneje raziskali v naši pripovedi. V začetku 19. stoletja je dr. Firbas postavil čudovito nadstropno hišo z baročnim pridihom. Ko se boste sprehodili mimo doktorjeve hiše, vas prosim, da si pozorno gledate kamniti portal, okrašen z motivi spiral. Poleg te znamenite zgradbe se v kraju nahajata tudi Bratuševa hiša, ki žariva tradicionalno arhitekturo z bogato okrašenim portalom, in nekdanja Gabronova gostilna, sedaj sedež občine. Vsaka od teh stavb pripoveduje svojo zgodbo o življenju v Bistrici ob Sotli. Obiskali bomo tudi cerkev Svetega Petra, ki je bila prvič omenjena leta 1275. Poleg te mogočne zgradbe nas bodo zanimale tudi moderne znamenitosti, kot so kamen časti, antipranger, kulturni dom, stara šola in osnovna šola Bistrica ob Sotli, kjer stoji kip Marije Broz, matere Josipa Broza Tita, ki je pogosto obiskoval kraj v času svojega otroštva. Sprehodite se z mano skozi zgodovino in sedanjost tega očarljivega kraja. Pred nami je pot, polna zgodb, kulture in pristnih doživetij, ki jih ponuja Bistrica ob Sotli. Pripravite se na nepozabno popotovanje. Sveti Križ, razgledna točka. Ko se peljemo proti vasici Ples, tik ob hrvaški meji, se nam že oddaleč odpira pogled na eno izmed najlepših razglednih točk v celotnem Obsotelju in Hrvaškem Zagorju. Tam, na vzpetini, ponosno stoji podružnična cerkev Svetega Križa, ki je prava arhitekturna in zbirateljska, grajena leta 1607, kar je jasno označeno na prekladi stranskega portala, je prava monstrovina preteklosti. Njena pravokutna ladja in tristrano sklenjen obokan prezbiterij pričata o preteklosti, ki je v tem kraju pustila globoke sledi. Vendar pa cerkev ni znana le po svoji arhitekturi, temveč tudi po edinstvenem razgledu, ki ga ponuja. Pri cerkvi Svetega Križa na Vini gori se pred nami razprostira čudovita panorama, ki zajema celotno Obsotelje in se rasti za vse do Hrvaša Vodička. Vam moram povedati, da je ta razgled nekaj, kar ne smete zamuditi. Vsakič, ko stojim na tem mestu, me prevzame občutek miru in povezanosti z naravo. Pogled na nežno valovite griče, posajane z vinogradi in gozdovi, je tako pomirjujoč, da se človek zlahka zaljubi v to krajino. Ob jasnih dneh se pogled razteza kilometre daleč, razkrivajoč skrite kotičke in čare, ki jih ta čudoviti del Svetega Križa ni le razgledna točka, ampak tudi kraj, kjer se lahko poglobite v zgodovino in kulturo tega območja. Njena preprosta, a hkrati prefinjena arhitektura nam pripoveduje o duhovnem življenju in umetniškem izrazu ljudi, ki so tukaj živeli pred več kot 4 stoletji.
Tudi danes cerkev ostaja pomembno versko središče za lokalno prebivalstvo, ki se tu zbira ob posebnih priložnostih. Vzamete čas, sedite na klopi ob cerkvi, se lahko prepustite razmisleku in občudovanju narave. Morda boste začutili tudi dih zgodovine, ki veje iz tega kraja. In čeprav se cerkev morda zdi preprosta, njena lepota in spokojnost ter čudovit razgled, ki ga ponuja, ustvarjajo nepozabni naprej, si bomo ogledali še mnoge druge zanimivosti, vendar vas povabim, da se tukaj ustavite, zadihate svež zrak in uživate v pogledu, ki ga ponuja Sveti križ. To je kraj, ki vas bo napolnil z energijo in mirom ter vas pripravil na nadaljnje raziskovanje skritih zakladov Bistrice ob Sotli. Kraški izvir Davjek, naravna znamenitost. Na naši poti po Bistrici ob Sotli nas sedaj čaka pravo naravno čudo, Kraški izvir Davjek. Ta izvir, ki leži v osamelem krasu Kozjanskega parka, je ena izmed tistih naravnih znamenitosti, ki vas očarajo svojo preprosto lepoto in edinstvenostjo. Za kraške izvire je značilno, da njihov pretok močno niha, kar lahko opazite tudi pri izviru Davjek. V sušnih obdobjih je pretok lahko zelo majhen, medtem ko ob visokih vodah postane kalen in bučen. Davjek s premerom 1 metra se nadaljuje v potok, ki ga nato napaja še en manjši izvir. Ta manjši izvir je še posebej pomemben, saj se voda iz njega uporablja za pitje. Potok, ki izvira iz Davjeka, se izliva v reko Sotlo, kar dodaja še eno plast povezanosti s celotno regijo. Sama kotanja, v kateri se nahaja izvir, je dolga okoli 10 metrov in široka 8 metrov. Nastala je na stiku med pobočjem in okoliško ravnico, kjer se propustni apnenec srečuje z nepropustnim laporjem. Ta geološka značilnost je ključna za nastanek izvira in daje kraju poseben čar. Vinogradništvo Kralj, degustacija. Ko se vozimo skozi slikovito pokrajino črešnjevca v Bistrici, nas cesta vodi do enega najbolj očarljivih vinogradniških biserov tega območja, vinske kleti Vino Kralj. Ta butično družinsko vinogradništvo, ki ga z ljubeznijo vodi vinar Jože Kralj, je sinonim za vrhunska vina in pristen stik z naravo. Vinska klet Vino Kralj se ponaša z bogato ponudbo buteljčnih vin, tako belih kot rdečih sort. Njihova vina redno dosegajo najvišja priznanja na vinskih ocenjevanjih, vključno s prestižnimi dekanterjevimi medaljami. Vsaka steklenica iz te kleti odraža globoko spoštovanje do vinske trte, sožitje z naravo in strast do kletarjenja. Okoliška narava, prelepi vinogradi in čudovit razgled so le dodatki k bogati izkušnji, s ki jo posel družine Kralj je začel oče Slavko, nadaljeval pa jo je njegov najstarejši sin Jože, ki od leta 2008 vodi in razvija to kraljevsko vinsko zgodbo. Pod njegovim vodstvom se je klet razvila v prepoznaven simbol kakovosti in inovativnosti v svetu vina. Jože Kralj se zaveda, da je vrhunsko vino rezultat skrbnega ravnanja z naravo, natančnega kletarjenja in predanosti do vsakega kozarca vina na nadaljnje raziskovanje skritih zakladov Bistrice ob Sotli. Soteska reke Bistrice, Prišek, naravna znamenitost. Naša naslednja postaja nas vodi v eno najbolj ohranjenih in slikovitih rečnih sotesk v vzhodni Sloveniji, soteske reke Bistrice, ki jo domačini ljubkovalno imenujejo Prišek. Ta naravni biser, ki se vije med Trepčami in Zagajem, je dolg približno 3 km in ponuja osupljiv pogled v neokrnjeno naravo. Pred več kot 200 milijoni let je reka Bistrica tu zarezala svojo strugo, kar je ustvarilo spektakularno sotesko, ki jo danes obkrožajo strma, gozdnata in skalna pobočja. Ta območja so tako divja in težko dostopna, da so med Rebrijo in Tisovcem skoraj neprehodna. Prav ta nedostopnost je omogočila, da se je soteska ohranila v svoji naravni obliki, kar navdušuje vse ljubitelje narave in avanturiste.
Naše potovanje po Bistrici ob Sotli zaključujemo v središču slikovite ravnice na eni izmed najbolj čarobnih točk, vinarstvu in apartmajih Marof. Danes je to prostor miru in udobja, včasih pa srce grajske preskrbe. Že v času kunšperških grofov je bila ta lokacija strateško izbrana kot grajska kašča, žitnica in kozolec. Tukajšnje rodovitne njive, pašniki, sadovnjaki in vinogradi so namreč hranili gospodo iz gradu Königsberg nad dolino. Debeli kamniti zidovi turistične kmetije Marof še danes pričajo o tej zgodovini. V teh časih pa vas gostoljubno vabijo v svoje zavetje zelo udobnih in sodobno arhitekturno opremljenih apartmajev za miren in z naravo povezan oddih. Pravi raj za posameznike in družine. Vsem popotnikom pa nudijo okrepčilo v obliki narezkov iz domačih dobrot ali pa ob barbecue kaminu pod senčno lipo. Degustacija vin je tu prav posebno doživetje, saj vas sam gospodar, enolog in kletar popelje na ogled skozi domačo vinsko klet, na okušanje vrhunskih vin, pridelanih z veliko ljubezmi in strastjo. Vinarstvo Marof ponuja vse, kar potrebujete za popoln urni ali večdnevni oddih. Od hišnega wellnessa za sprostitev v masažni kadi, infrardeči ter finski savni do razvajanja z masažami. Pristen stik z naravo tukaj gost doživlja skozi kopanje v zunanjem montažnem bazenu, ob sončenju na zunanji terasi ali ob vožnji po slikoviti pokrajini, saj izposojajo električna kolesa. Urejeno imajo postajališče za avtodome, PZA, s popolnimi uslugami, kar daje dodaten razlog za postanek na kmetiji. Hkrati je možno koristiti tudi električno polnilnico za avtomobile. Prijazno vabljeni na obisk v živo ali pa na njihovo spletno stran www.marof.net.